Dobro večer. Staro leto je za nami in do dobra smo vkorakali v leto 2014, za katerega lahko brez olepševanja rečemo, da bo eno najtežjih. Seveda tudi za Maribor. Sprejetje proračuna, večmilijonska zasebna investicija na območju načrtovanega mariborskega kulturnega središča, pa še vedno nerešeni zapleti s streho tržnice, radari, neuspeh za pridobitev sredstev za dokončno obnovo mariborskega gradu in seveda jesenske lokalne volitve. To so le nekateri izmed izzivov, ki nas čakajo, in o vsem tem nocoj z mariborskim županom, dr. Andrejem Fištrovcem. Gospod Fištrovec, dober večer. Dober večer. Za sam začetek se dotakneva temeljnega načrta leta 2014 mariborske občine, občinskega proračuna. In še preden kaj podrobneje rečeva o njem, si privoščimo pregled, kaj se je 19. decembra dejansko dogajalo med prvim branjem mariborskega proračuna, težkega 116 milijonov evrov. S tesno večino so svetniki potrdili prvo branje proračuna za leto 2014, ki poleg tekočih prilivov predvideva 13-milijonski prenos iz letošnjega leta in zadolževanje v višini 6 milijonov evrov in pol. Da se ta kredit umakne in da se v okviru prenesenih sredstev v višini 13 milijonov poiščejo sredstva, tista nujna, ki so potrebna med drugim tudi za fiziatrijo. Bolj me skrbi to zmožnost vračanja tega kredita, govorimo o tekočih presežkih, kjer je mestna občina Maribor med vsemi mestnimi občinami pravzaprav v najslabšem položaju. Svetnike je zmotilo tudi klestenje denarja za socialo. Smatramo, da vkolikor prihaja do novega zadolževanja, ni upravičljivo, da se sredstva na socialnih transferih na zdravstvu nižajo, na mladih nižajo. Večino investicijskih 36 milijonov pa proračun predvideva za obnovo šol in vrtcev ter kulturnih objektov. Bi dal, če bi odločal, večji poudarek ravno na komunalne, bi rekel, investicije, manj pa na te kulturne. Kateri predlogi prerazporeditev bodo odobreni, bo znano v januarju, ko bodo svetniki dokončno potrjevali ali ovrgli predlog novega proračuna. Dr. Fištrovec, nekako je največ pomislekov vzbudilo ravno to zadolževanje, več kot 10 milijonov in to šele ob koncu leta. Zakaj je potrebno, glede na to, da je v proračunu za 2013 nekaj denarja še ostalo? Zadolževanje ni planirano v višini 10 milijonov evrov, tako da ne vem, odkud je ta številka. Nekaj zadolževanja bo potrebnega, Maribor se ni toliko zadolževal, če želimo zelo ambiciozen načrt speljati. Vedeti le morate, da je dobra tretjina proračuna namenjena investicijam. In to niso investicije, od katerih bo dobro živela občina, ampak od teh investicij bo dosti privatnega sektorja živelo. Ravno to ste omenili, da je investicijsko naravnan in razvojno naravnan. To je pomembno. Zdaj, za kreditirati, mislim, kredite je pa treba vzeti preprosto zato, da lahko investicije peljemo. Ampak pričakovali bi na začetku leta, zakaj ga jih puščate na jesen? Ne, to ne vem, to imajo nekateri svetniki, imajo to predstavo za jesen. Kredit se pač najame, ko je potrebno. Zdaj, to je pa odvisno od dinamike. S tem pa, da kredita ne moreš dobiti prvi dan, ko sprejmeš proračun, ampak je ten postopek, da se kredit najame. Tako da to ni bistveno vprašanje, ali sredi leta ali konec leta. Po sami seji ste dejali, da je bilo predlogov svetnikov za dodatnih 5 do 6 milijonov v tem 116 milijonskem proračunu. Kaj pa je tisto vendarle, kjer se bo dalo denar prerasporediti? Nekako je bilo največ pomislekov pri financiranju mladih in starejših. No, zdaj okrepili bomo letovanje otrok, to je že jasno, potem delovanje borčevskih organizacij pa društev upokojencev. Kaj dosti več pa bo še nekaj, zdaj kolikor sedaj gledamo, je še nekaj, ampak odrečeno, to niso cifre v milijonih, ampak to so cifre v 100, maksimalno 200 tisoč evrov. Glede, 116 milijonski proračun zveni zelo veliko, pa vendarle je zelo mali razpoložljivi del samega proračuna, ki ne bi zapadal v zakonsko določene obveznosti. Niti ne. Investicije, kakor gledate. Zdaj mi, ko gre ta proračun skozi, bomo v 2 letih na področju šolstva, osnovnega pa predšolske vzgoje investirali več, kot se prej to delalo, ne vem koliko let.
Tako da, torej lahko investirate ali pa ne investirate. Ne? Mislim, to je zdaj... To je večinoma v to energetsko sanacijo, verjetno šoli. Nekaj so energetske sanacije, ne, dač pa imamo tudi potem investicijsko vzdrževanje. Ne. Maribor je za cirka 32-33 milijonov samo na področju osnovnih šol pa vrtcev potrebnih ali investicij ali investicijskega vzdrževanja. Pa bo proračun zdržal do konca leta? Ni nujno. Sploh ni nujno, da bo zdržal do konca leta, prosto zato, ker se čakamo na 8. razpis regionalnega ostankov denarja iz regionalnega razvoja in tukaj se mislimo prijaviti tudi z 12 milijoni evrov investicij in če bomo uspešni na tem natečaju, čeprav so možnosti zelo majhne, ker so pravila igre po 6 letih stalnih pravil igre spremenili v zadnjem trenutku, bomo morali delati rebalans proračuna, da bomo naš delež nekako pripeljali noter. Zdaj naprej počakamo, da bo proračun sploh do konca potrjen, pa vendarle ta teden ste bili že zelo aktivni, takoj po praznikih, lahko rečemo. Vzpodbudna informacija o 20-milijonski načrtovani investiciji zasebnega investitorja iz Kuvajta v območje luknje jame na Studencih. Ja, to se mi zdi zelo pomembna informacija. Preprosto zato, ker se s tem problem luknje sanira, na ta način se tudi aktivno začenja reševati problem zima, ki je nastal zato pač z bivšimi potezami bivšega vodstva pri gradnji Maxa. Je pa pomembno tudi zato, ne, ker to je sama zgradba nove mednarodne univerze v Mariboru. Tukaj pa moramo še potem računati investicije ali tega investitorja ali koga drugega v študentske domove, ker študentje morajo nekje spati, živeti. To je tudi potem priložnost za, bi rekli, splošni trg, da ponudi sobe ali manjše stanovanja ustrezne kvalitete in potem so pa tu še profesori, ki tudi morajo bivati in posebnosti ne bodo prišli vsi sami, tudi z družinami. Ne, tako da bo to precejšnja sprememba za celotno klimo v mestu. Glede, pred leti, ko je bilo zemljišče kupljeno, je stalo 2,2 milijona evrov. Zdaj ste ga prodali za 610, deloma dejansko tudi sanirali zimovo luknjo v njihovem proračunu. Ja, to je prodal je Zim, ker to ni občinska lastnina. Je pa občinsko podjetje večinski. Je pa občinsko podjetje, ampak so tu potem relacije drugačne. Zakaj se je kupovalo po tako visoki ceni? To zdaj revizija na zimo tudi pregleduje in če bo potreba, bomo v zvezi s tem tudi ukrepali. Ampak tržna cena je pač takšna v tem trenutku, ne, in ni bilo mogoče iztrčiti več. Zakaj je bila takšna skrivnost? Kdo je ta? Preprosto zato, ne samo kdo je ta kupec, sploh kaj se bo tu delalo, preprosto zato, ker veliko ljudi v Sloveniji in tudi v Mariboru funkcionira po načelu boljše, da še meni krava crkne, če sosedo krava crknila, ker potem pri meni ne bo dobil mleka. Sicer pa predlagam tudi, da pogledamo, kaj je o projektu povedal investitor iz Kuvajta Hilal Arnaout. Hello, my name is Hilal Arnaout. I am from Syria, holding Canadian nationality. I live in Kuwait. I am a businessman. Slovenia means a lot to me. My two oldest daughters, they carry Slovenian nationality. Actually, one of them was born in Maribor Hospital in 1990. Maribor has great potential. The best way to improve economy is to have international university and bring international students from outside Slovenia. That's why I bought this land. And I want Slovenian company, preferably from Maribor, to build this university. Such a project will take about 3 years. We expect to complete it end of 2016. The university, it will be American or Canadian. It will accommodate about 2,000 students. The cost per student will be about 15 to 20,000 euro per year. All administration staff will be from Maribor. All academic staff will be coming from outside Slovenia. Also, this will help the economy of Maribor, as these people will need accommodation, transportation, food, etc. I also would like to mention
that this university will have nothing to do with religion. I hope to have the support of all people in Maribor. Thank you and Happy New Year. Na zdravje to all. Torej povedal investitor z Kuvajta, gospod Hilal, o investiciji v Maxovo luknjo, tako smo se navadili že te zadeve reči. Številne daljnosežne učinke naj bi imelo, pa vendarle je eden od učinkov tudi ta, da se je od te lokacije dokončno poslovila tudi umetnostna galerija v Mariboru. Ustanovili so celo odbor za novo UGM, zapisali, aktualno dogajanje na temo nove UGM na nivoju MOM je nezadostno, neperspektivno in nevizionarsko. Namreč nekako je vaš predlog urediti obstoječe prostore v skladu tudi s smernicami spomeniškega varstva. Stavba je namreč zaščitena, medtem ko v umetnostni galeriji pravijo, da so prostori neustrezni, pa kakorkoli jih že obnavljajo. Predlagajo nekdanje stavbo službe družbenega knjigovodstva na Trgu Levna Štuklja. Bo šlo kaj v smeri tega dogovora? Glejte, ko sem, to je zdaj že pol leta nazaj, govoril z gospod direktorico v zvezi z obnove umetnostne galerije, sem za hec vprašal, ker sem mislil, da se pogovarjamo o 3 lokacijah. In me je gospa direktorica, ko sem prišel na razgovor, povedala, da ona ima tudi 4. lokacijo, in potem sem za hec vprašal, če ima še kakšno, prek da ima še 3. Ta sprehajanja po Mariboru so do zdaj stala že nekaj milijonov evrov. In zato sem vztrajal in tudi na okrogli mizi, ki je bila potem v umetnostni galeriji, da se stvari lotimo sistematično. Torej zaenkrat še ne moremo govoriti o kakršnikoli novi ali obstoječi lokaciji. To pomeni to, da je delovna skupina, ki je delala na tem, ugotovila, da stari projekti so neprimerni, in to je zdaj en scenarij šel v predal. Naslednji korak je, da poskušajo sprojektirati na obstoječi lokaciji zadevo, s tem pa, da morajo pač izhajati iz svojega temeljnega poslanstva. Mi pod zastavo umetnostne galerije ne moremo delati recimo moderne galerije ali nekaj takega. Torej, treba delati pač pod zastavo poslanstva, ki ga ima institucija, to je eno. Drugič pa z vidika mesta je absolutno to prioritetna lokacija, preprosto zato, ker na ta način se povežemo z to univerzitetno osjo na severu, povežemo na jugu z Koroško cesto, ki jo želimo tudi temeljito urediti in tudi zapreti za promet. Na ta način pa nastane en velik pritisk tudi na ureditev dol proti Dravi, torej te poteze. Nekdanja stavba oziroma stavba nekdanjega službe družbenega knjigovodstva bi pa oživila Trg Levna Štuklja. Veste kaj, prvič to so računi brez krčmarja, to ni občinska stavba, to je državna stavba, to je eno. Drugič je bila zgrajena za potrebe, bi rekli, finančnega poslovanja. In enostavno ne more vsakdo v Mariboru, ki hoče nekaj investirati, razpolagati z nečim, kar ni občinsko, in ker sline po tej stavbi imajo tudi nekatere druge institucije. Torej, ko se problemi, recimo, ko so bili problemi z gradbenim dovoljenjem pri novi stavbi Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, so enkrat imeli nekateri ideje, da bi šli tudi v SDK. Kot da je SDK neka univerzalna rešitev. Kot da se tam tudi da vse preprosto, kar je nepreprosto podreti, pa narediti ne vem kaj. Treba delati sistematično, metodološko, korak za korakom. Kdaj lahko pričakujemo konkretnejše odgovore? Zdaj ne vem, te dikcije, ki je bila v tem, kar ste prebrali, ne poznam, ampak sem zdaj slišal, ampak vizionarstvo je to, da razmišljamo o umetnostni galeriji v perspektivi 14-20, ne pa kaj bo drugo leto. To ni vizionarstvo. Tako se je do zdaj planiralo v Mariboru. Če se vrnemo nazaj na študence... In to tudi pomeni, da je ta investicija je del nacionalnega programa za kulturo. Imamo 2-3 leta časa, da se stvar kvalitetno sprojektira in pripelje do gradbenega dovoljenja, da lahko gre v sofinanciranje iz evropskih sredstev. Če se vrnemo nazaj na študence, tudi gospod Hilal je nekako zanikal, da bi naj tu stal objekt povezan z verom. Tudi vi ste na tiskovni konferenci nekako to zanikali. Pa vendarle so še določene informacije,
da naj bi tukaj stal tudi verski objekt. A res? No to pa veste, vi, jaz tega ne vem. Ne? Tako da, gospod Hilal bo konec januarja, začetku februarja v Mariboru, pa bo, po mojem bo, koliko smo se pogovarjali, bo priredil tiskovno konferenco za novinarje, pa bo lahko to vse Za razčistili. vse skeptike, kako Ja. visoka je lahko stavba, ki stoji lahko v tem kareju? Ja, tu so, mislim, da so 3-4 nadstropja, tako kot je predvideno, razen tega so tudi podzemni prostori, tako da po teh prvih v bistvu ocenah, ki so naredila njegova ekipa pač v Kuvajtu, je ta, kar se same univerzitetne stavbe, je tam dovolj prostora za to. Zima se je začela, snega sicer še ni, branjevke na mariborski tržnici se znova pritožujejo, teče jim namreč pod noge. Imamo rešitev. In ravno o tem, kako smo na začetku decembra poročali o tej rešitvi, ki je bila obljubljena do konca leta, si bomo pogledali v naslednji minuti. Branjevke in branjevci na mariborski tržnici že nekaj let v prvih hladnih dneh vztrajno opozarjajo na nevzdržne razmere. Ker tržnica nima strehe, sneg lomi dežnike, iz katerih se sicer običajno voda steka neposredno pod njihove noge. Informacijam, da streha končno bo, ne verjamejo. Ne, da nič. Če so že mislili začeti na delu delati, pa nič. Nič ni z tega. Namo naredili nič. Nič. To je že obečavali 4 leta, pa ne bo toga nič. Super bi bilo, če bojo kaj naredili, ne. Vse se že dogovarja, 4 leta se dogovarja, samo če bojo kaj naredili, ne. A na Snagi vendarle pojasnjujejo, da bo montažna streha, ki jo konstruirajo v mednarodno priznanem podjetju Expo Biro, postavljena še pred koncem leta. Mesečni najem, ki ga bo krila Snaga, je predviden na okoli 10 tisoč evrov, a se o ceni še pogajajo. Se streha umakne v trenutku, ko vremenske razmere, torej spomladanske vremenske razmere, omogočajo ponovno namestitev dežnikov. V tem času pa bomo z akterji, gre namreč za kompleksno situacijo, poiskali novo rešitev. Kmalu naj bi bila namreč oblikovana urbanistična komisija, ki bo ob zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine, avtorja sedanjega projekta tržnice in lokalne skupnosti, predvidoma še do jeseni 2014 našla trajno rešitev strehe. 8. decembra smo danes, strehe še vedno ni, zapletlo naj bi se menda zaradi menjave vodstva na Snagi, ki upravlja tržnico. Bo to rešeno? Ja, danes smo imeli sestanek z novim direktorjem, imajo pripravljeno rešitev, ki jo lahko zelo hitro realizirajo. Istočasno grejo še v sanacijo otokov, ker ti dežniki tukaj, ne, to je bila zelo neposrečena rešitev bivšega mestnega arhitekta. Tako da ti dežniki grejo stran, imamo soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine za ta začasni objekt, tako da tu bo en v bistvu šotor bo postavljen, kjer bo poskrbljeno za Glede, sam zavod nalaga umaknitev tega šotora v trenutku, ko vremenske razmere znova to dopuščajo. To je začasna rešitev, vse pa naprej pogovarjamo za trajno rešitev. Zdaj jaz mislim, da tudi na zavodu je prišlo do enega, kako bi se temu reklo, enega konstruktivnega pogleda na celotno zadevo, tako da ne vidim razlogov, zakaj ne bi Maribor mogel tega rešiti, če nekatera mesta v Sloveniji so to rešila, da ne govorimo o mestih v tujini. Se boste bodoče bolje dogovarjali z zavodom, namreč v preteklosti smo nekako lahko zasledili, da je zavod zadnji izvedel za izgled, za posege. Zavod mora od vsega začetka biti vključen, ne? Tako da se rešitve iščejo sproti. Tako da jaz mislim, da je to izziv tudi za konzervatorsko stroko, da se optimalne rešitve najde v mestu, v katerem želimo živeti. Ne moremo mesta samo gledati, moramo tudi v njem živeti. Kako daleč je oblikovanje tega odbora ali pa urbanistične skupine? Urbanistična, v bistvu izbor sem že naredil, ga objavil pol tudi v medijih, na Facebooku in pozval javnost, če so kakšne pripombe, praktično pripomb ni bilo, tako da se bo konec januarja urbanistična komisija prvič sestala in definirala pravila igre. Radarji so konec lanskega leta, lahko rečemo, odnesli nekdanjega župana, prinesli vas. Ti še vedno ostajajo, tako kot zaenkrat tudi vi, ampak vendarle je včeraj nekako bila presenetljiva odločitev sodišča o neuspehu tožbe za ničnost pogodbe med Iskra Sistemi in mariborsko občino. Pa najprej predlagam, da sploh pogledamo, kaj se je včeraj dogajalo.
Gre za procesno pravno vprašanje, so razložili na protikorupcijski komisiji. Tam so prepričani, da KPK ne more biti tožeča stranka, saj ni samostojna pravna oseba. Zato so navedli Republiko Slovenijo. A na ljubljanskem okrožnem sodišču menijo nasprotno. Republika Slovenija ne more vložiti tožbe za ugotovitev ničnosti, saj ni pogodbena stranka. Kot so sporočili z državnega pravobranilstva, se bodo na odločitev sodišča pritožili. Na mariborski občini pa nad sklepom sodišča niso presenečeni. V tem primeru pa prišlo od tega, da se neka tretja stranka vključila in vložila tožbo. Zdaj sodišče ocenilo, da očitno ni te pravne legitimacije in da je v bistvu to v domeni teh dveh strank, torej Iskra Sistemi na eni strani in Mestne občine na drugi strani. Tožbo, ki je že pripravljena, bodo vložili sami takoj, ko se postopek, ki je trenutno v teku, pravnomočno zaključi. Tožba pa bo vzdržala, ne? Tako da elementi ničnosti seveda so. Da je več kot 30 milijonov evrov vredna pogodba med občino in Iskro koruptivna, so že lani ugotovile pristojne institucije. Čeprav naj bi na Iskri že razmišljali, da na občino pošljejo nov odškodninski zahtevek, pa so na občini odločeni, z Iskro bodo komunicirali le še po sodni poti. Dr. Fišer, kakšni bodo sedaj naslednji koraki same mariborske občine, konec koncev lahko le ona doseže razveljavitev pogodbe ali pa nasprotno? Mi to razlagamo tako pravobranilstvu kot KPK. Menimo, da smo mi stranka v postopku, ne pa pravobranilstvo ali komisija, protikorupcijska komisija. Tekom dneva smo komunicirali z njimi, ampak v Sloveniji pravo ni neka objektivna disciplina znanstvena, ne, ali pa uporabna, ne, ampak je zelo tako poljubna. Ne. Fleksibilna. Ne, tako da mi jim razlagamo, da menimo, da če mi takoj ne vložimo te ničnostne tožbe, torej da ne gre v postopek pritožbe, da lahko to na škodo mesta, ne, ampak imajo neka svoja pravna mnenja, in zdaj upam, da ne bojo na naših plečih dokazovali nek svoj parcialni pravni prav, ne, da so šli kakšne teoretske bitke. Del svoje uspešnosti pri pogoditvi, če tako rečemo, ste uspeli dokazati pri FIS-u, Mednarodni študentski športni organizaciji. Za odpovedano univerzijado ste se uspeli dogovoriti za menda zelo ugodno poplačilo. Je še vedno skrivnost? Je, do 15.1. ne smemo izdati višine dogovorjene odškodnine. Je pa bistveno manjša, kot je bilo začetnih 7 milijonov evrov. Bomo pa 16. januarja imeli tiskovno konferenco, ker bomo to številko sporočili. Pa je lahko nevarnost, da dejansko Maribor izgubi to tožbo, težko 30 milijonov? Iskreno? Ne. Saj niso, teh 30 milijonov ni v Mariboru, tako da v bistvu ne more izgubiti. To je eno, drugo pa mi gremo na ničnost te pogodbe. Saj to je zgodba, ko preberete pogodbo, vidite, da tu gre za popolnoma nenormalno, kot je rekla korupcijska komisija, sumi storitve korupcijskih dejanj pogodbo. Bo pa Veolia odnesla 5 milijonov vrednost? Ja, to so pa stari grehi še iz časa župana Soviča. Mi se sedaj pogajamo, torej bile so 3 tožbe, eno je dobila mestna občina, za ne manjši znesek, 2 velika zneska, zdaj skoraj 6 milijonov evrov, je pa dobila Arriva, torej pravni naslednik Veolije. Mi se pogajamo za prvo tožbo, to veliko, imamo denar pripravljen v proračunu in upam, da bomo prišli do nekih, bomo rekli, da se bomo spogajali tako, da bomo obojni zadovoljni. To pa pomeni za nas, mi enostavno takega zneska ne moremo v enem letu plačati. 3 milijone je odnesel tudi neuspel razpis, lahko rečemo, ali pa neuspeh na razpisu za obnovo zadnjo fazo. Mi smo na razpisu uspeli, ker smo bili točkovani na 3. mestu, kar je tudi ministrstvo objavilo na svoji spletni strani. Potem pa je poslalo odločbo, ki ni v skladu z točkovanjem, ki so ga objavili na svoji spletni strani. Pogledali bomo to, kaj se je v bistvu dogajalo, namreč ali je padla ali ni padla v vodo 3. faza obnove Mariborskega gradu.
To so uradni rezultati o izbranih projektih, ki jih je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani. Obnova Mariborskega gradu se je uvrstila celo na 3. mesto med 6 projekti, ki naj bi si razdelili dobrih 7 milijonov evrov. Na to pa usupljiv sklep ministrstva, da njihov projekt ni med izbranci. Iz začetnih 80 točk pa jih je po novem zbral le 75. Pravniki zelo kritično gledamo na to, kar se je zgodilo. Smo pa dobili negativno odločbo, ki pa v obrazložitvi nič ne piše, da je prišlo do kakršnega koli zapleta pri objavi. Na ministrstvu napake obžalujejo. Napaka je to, da smo objavili, preden so bili sklepi podpisani in preden bi sploh jih smeli objaviti. In drugič to, da je komisija napačno ocenjevala vloge. Na srečo smo še pravočasno ugotovili, da jih je napačno ocenjevala, preden smo tudi formalno razpis zaključili. In tako so že drugič tik pred zdajci Mariborčani ob denar za obnovo. Prvič so ga zapravili leta 2011, ker so se zapletali z javnimi razpisi in je ministrstvo odstopilo od pogodbe ter že zagotovljeni evropski denar vrnilo v državni proračun. Načrti v sodobnem muzeju s knjigarno, trgovino in kavarno pa bodo očitno spet romali v predal. 3 prijavitelji, ki so bili zavajajoče obveščeni, da so prvič dobili denar, so pač danes razočarani, žal ga niso dobili, dobili so ga pa 3 novi. Fištravec zdaj napoveduje, da bodo razpisno dokumentacijo temeljito pregledali, pričakuje pa tudi pojasnilo kulturnega ministra. Na sklep se namreč ni mogoče pritožiti, lahko le vložijo tožbo v upravnem sporu. Doktor Fištravec, vam smrdi to, kar se je dogajalo po čem? Meni to smrdi, da. Jutri ob 3 sedim z ministrom Grilcem in bomo videla, kako in kaj. Do zdaj smo korektno sodelovali, da ne vidim razloga, zakaj ne bi še naprej korektno sodelovali. Z menoj bojo kolegi iz projektne pisarne, ki so vlogo pripravljali. Tako da bomo ugotovili, kako, po kakšnem postopku, recimo, so ugotovili, da je komisija narobe odločila. Ni bilo samo 6 prijavljenih, bilo je čez 50 prijavljenih. Tako da očitno je bilo dosti pritiskov potem, ko je komisija že opravila svoje delo. Ampak ne poznamo argumentov, bom rekel, ministrstva in zdaj težko karkoli komentiram. Do jeseni vas čaka še veliko dela, jeseni tudi volitve in volilna kampanja, verjetno že tudi kaj kmalu po pomladni. Volilna kampanja se je že začela. Nekatere stranke že objavljajo svoje kandidate. Vidite, da tudi ponekod v medijih je že se temperatura precej dviguje. Kakšno bitko pričakujete? Mislim, da bo bitka zamazana, ker je že zdaj gre kar se tiče dela nove ekipe, se skuša čim več neke umazanije predstaviti javnosti. Katere politične opcije se najbolj bojite? Jaz se ne bojim. Jaz se bojim, če sem odkrit človek, se mora bati predvsem samega sebe. Ne sme se pa bati drugih ljudi. Jaz vse druge ljudi spoštujem. Za konec samo še to vprašanje, zakaj vas je v zadnjem času zelo težko dobiti pred kamero na vprašanja namenjena vam ali pa komu iz občinske uprave običajno odgovarjajo predstavniki za stike z javnostmi? Ja, delamo dosti, tako da zdaj to skušamo kompenzirati s tiskovnimi konferencami ali pa recimo za takšnimi srečanji. Tudi na radiju imamo redna srečanja, tako da zdaj, če se vam zdi, da bi moral biti več pred kamero, boste se pa dogovorili z našimi, ki to delajo, da bi bil več pred kamero, ni razloga, da bi se skrival. Zdaj naslednja tiskovna konferenca bo, kot rečeno, 16. januarja planirana, mogoče bomo pa že zdaj v zvezi z ministrstvom kaj na hitro sklicali, ker mi se ne mislimo predati, kar se Mariborskega gradu tiče, ker je skrajni čas, da je projekt, ki je pripravljen, da se zaključi. Doktor Fištravec, najlepša hvala za vaša pojasnila. Veliko vprašanj še je, ampak bomo na njih odgovarjali vse tja do jesenskih volitev, pa morda tudi po njih. Hvala lepa in uspešno delo še naprej v 2014. Hvala tudi vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, za pozornost ter lahko noč.